moja izobrazba je fizika oziroma meteorologija, ampak življenje potem ima svojo pot in res zadnje 20 let se izključno skoraj ukvarjam ne samo s podnebnimi spremembami, ampak z izzivom, ki ga prinašajo, in z povezavami vsega skupaj, kar prinašajo še zraven. Zdaj, podnaslov mojega predavanja je tudi to, da živimo na planetu, ki ne raste. Namreč, tisto, kar imamo ljudje pač v sebi, ta generacija pa sploh je nenehna rast, ali je to gospodarska, ali je to finančna, ali je to razvojno gledano. Na planetu seveda, ki pa nič ne raste, namreč to dvoje je zelo, zelo povezano in k temu se bo mogoče večkrat vrnilo. Zdaj seveda, kako je Zemljo vidimo ali pa kako jo vidimo, vidimo jo pravzaprav pod resnimi pritiski, od katerih so tukaj le samo nekateri navedeni, jih je verjetno še več. Seveda lahko začnem z podnebnimi spremembami, o katerih bom kasneje še več povedala, ampak mislim, da se stvari so začele zapletati nekje tukaj, ko smo prevzeli ta zgrešen ekonomski model rasti, ki je po svoje seveda sprožil marsikaj drugega, kar vidimo tukaj napisano, v kombinaciji seveda z naraščanjem in pa neenakostjo prebivalstva. Zdaj, naraščanje prebivalstva samo po sebi, danes seveda je danes 7,5 milijarde, ko sem pa jaz rojena, kaj mislite, koliko nas je bilo? 2,8, 2,8, pa nisem tako grozno stara. Problem seveda ni samo v številki, problem je v neenakosti, ki seveda bi rekla, paralizira družben odziv, ker bogata manjšina noče kaj dosti spremeniti, revna večina pa ne more. To se pravi, to je resen problem povezan z zgrešenim ekonomskim modelom. In seveda zgrešen ekonomski model je zgrešen predvsem v to, ker predvideva, da je narava zastonj, da je to neka brezplačna samopostrežna, od katere vzamem in vrnem vanjo odpadke, seveda gre pa tudi zaradi modela za neko eksponentno rast rabe virov, ker planet, ki ne raste, ne omogoča več. No, seveda, ekosistemske izgube so samo še, bi rekla, dvojček vsega tega. Jaz pa opozarjam vedno tudi na presenečenja. Zdaj, znanost ogromno ve, ne vemo pa vsega. Lahko seveda, da se nam pojavlja še kakšen problem tako za hrbtom, za katerega bomo potem nenadoma spoznali, da na njega nismo računali. Zdaj, kako smo v to situacijo prišli? To se mi zdi izjemno pomembno, da vemo. Tole seveda ste že verjetno v osnovni šoli slišali, da smo imeli prehode družbe z nekimi stopnjami kmetijske revolucije, ki sicer je pomenila res, bi rekla, vpletanje človeka v naravo. Čim smo prišli z jam, smo začeli sekati, požigati, graditi. Ampak seveda tisti par 100 milijonov ljudi niso bilo problematični. Problematična je bila industrijska revolucija, ki jo jaz vidim zelo fizikalno, namreč kaj je pomenila. Pomenila je, da je človek dokončno se ločil od ostalih živih bitij. Ker vsa živa bitja na tem planetu imajo v enem letu, recimo, če vzamemo na tako časovno enoto, energije na voljo toliko, kot jo v tistem letu da sonce. Pa si lahko rastlina, si lahko žival, karkoli. Človek je imel tudi dolga stoletja samo to na voljo. Dokler seveda takrat ni odkril, da si lahko prilasti energijo sonca za milijone let nazaj. Ali povemo drugače, začeli smo uporabljati fosilna goriva. Današnja družba vsako leto izkoristi 500 let za nazaj. 500 let po kurmu, kar je naslavljeno. Seveda, taka vrsta je izstopala v drugih. 500 večkrat si lahko privoščimo kot ena koruzna rastlina ali pa na trava. In to je vodilo v netrajnostni razvoj, ta moč, ki ni bila, bi rekla, naravna. Zdaj, ta informacijska in globalizacijska revolucija je pa pribila, tako bi rekla, še zadnji, že bolj, namreč netrajnostni vzorci potrošnje so se začeli širiti po svetu. Z informacijami, z televizijo, če hočete, z reklamami, z vsem. In seveda globalizacija je tudi predvidevala, da se neenakosti še povečujejo.
sicer ni gradienta, ne, jaz nisem ekonomist, ampak vsaka stvar mora delovati na gradientu v fiziki. Nekdo mora biti podplačan, da nekdo drug zasluži, ne? In temu rečemo globalizacija, da deluje, dokler seveda bo delovala, ne? Ker seveda vidimo, da nam ostane več ali manj sam še Afrika. Sam še tam so take reveži dobrodelali relativno zasluži. To se pravi, ne se čuditi, da smo prišli do tega, ker recimo najbolje ponazarja ta slika. To je primarna energija, še enkrat tisto, kar nas dela močne. In če pogledamo do globalizacijske revolucije, da je ta rast približno linearna, ne? Ni treba biti hud matematik, da ločimo premico od eksponentne krivulje. Seveda, nastanek svetovnih inštitucij, od Svetovne banke do Združenih narodov, če hočete, do začetka tiste prave, ne, globalizacije, je pa ta trend spremenil seveda v eksponent. No, na tej sliki seveda vidimo tudi še en problem, da ne samo, da rabimo več in več energije, ampak da je ta energija še vedno danes večinoma fosilna. Saj imamo nekaj obnovljivih virov energije, imamo biomaso, ki tudi njena raba narašča, pa nekaj jedrske, ampak večina, ne, plin, nafta in premog v svetovnem povprečju seveda pomeni 90 ali pa so več procentov, ne. Tako da bi rekel, obnovljivi viri so še vedno zanemarljivi. In seveda ironija, ne, še, kar mene seveda nekako žali kot znanstvenika, je, da to energijo dobivamo na najbolj primitiven način, ki je možen. Od pračloveka se prav nič ne ločimo. On je vrgel poleno na ogenj. Kam mi vržemo nafto na ogenj? Kam mi vržemo premog na ogenj? Tako bi rekla, neinovativen pristop, kaj delamo za tako dragocenimi naravnimi surovinami, kot seveda so preomenjene. In seveda, ko to vržemo na ogenj, zgori, ne, in produkt je ogljikov dioksid, in pa še cela vrsta stvari, ki nam grenijo življenje, ne. Onesnaženje zraka, SO2, kisodež, vse to prihaja od ta istega gorenja, ne samo podnebne spremembe. Onesnaženje vodane, na koncu pravzaprav ugotovimo, da naši okoljski problemi so 90% energijski problemi. Problemi napačne izbire energenta. No, ampak seveda to ni edino, kar je šlo eksponentno na vzgor. Tukaj imate zelo naključen izbir človekovih aktivnosti. Turizma do leta 50 ni bilo blizu, posamezniki. In seveda danes turizem narašča, če gledamo prihode eksponentno. Telefonov do tukaj ni bilo, ne? Danes smo vsak že skoro 2. Zdaj, vse gre v eksponentno smer in seveda planet pa ne raste. To se pravi, odzivi planeta na tole so pa potem logično razumljivi. In ti so seveda vse večji. No, zdaj, ko gledamo, kaj so izzivi te družbe, ki mora zelo hitro najti rešitve. Zdaj, če smo pred 20 leti, ko sem se začela ukvarjati s podnebnimi spremembami, govorili o neki novi generaciji, ki bo morala najti rešitve, se nismo mogli motiti bolj. Rešitve je treba najti tukaj in zdaj. Tukaj in zdaj pomeni 10 let. Če nam to ne bo uspelo, smo na poti, ko bo kasneje to izjemno težko. Zdaj, znanost je pred približno 10 leti enkrat za spremembo res stopila skupaj. In v okviru enega projekta, ki ni bil formalno zastavljen, imelo pa jasno zastavljeno vprašanje je, kako skomunicirati politikom, odločevalcem, ljudem in ostalim znanstvenikom, ne naravoslovnim, kje so meje tega planeta, ki je omejen. Kako to narediti z številkami, jasno povedati, do tukaj lahko gremo, niti koraka ne smemo gledati. No, seveda produkt je bilo najprej, da so se znanstveniki ali pa smo se zmenili, kaj sploh ti problemi so. Kjer je postaviti v ospredje in jih seveda analizirati. No, tukaj najdete nekaj takih stvari, ki jih poznate. Ozonsko plast ste slišali, seveda, da imamo probleme z biotsko raznovrstnostjo tudi, da seveda vode ni na planetu neomejeno, da raba tal, po domače povedano, koliko tal lahko spremenimo v kmetijstvo, tudi ne gre v neskončnost. No, kemijsko nasneževanje imamo zdaj na vrhniki v polnem, bi rekla, zamahu.
Mogoče manj je znano, kako velike probleme imamo s fosforjem in dušikom, ki seveda sta prišla zaradi človeka v prostor, kamorkoli pogledamo, sta tam, prej ni bilo. Zakisanje oceanov, malo znana tema, pa zelo pomembna, ne nazadnje imamo tlele en delček oceana tudi zunaj, in pa onesnaženje zraka, pri tleh pa gor. Namreč onesnaženje zraka ima dve komponenti. Tisto, kar mi dihamo, je že en velik problem. Ampak imamo problem še, ker določeni del onesnaženja gre pa gor. Tam so potem problemi. No, kaj je bil produkt te skupine? No, bila je skupina ustanov na desetine znanstvenikov, da se je do teh številk prišlo. Prvič v zgodovini so na mizi. Ne bomo šli v njih, ne, zelo detaljno, ali pa mogoče kakšno od teh. Recimo tale je zelo taka, ne. Raba tal je v kmetijske namene ta hip globalno 12% kopnega je že pod poljščinami. Skrajna meja, koliko bi to še šlo, koliko gozda še posekati, je 15. Ampak z opozorilom, da ostanemo globoko pod 15. 12% imamo zdaj, kot rečemo, poljščin, prihajajo pa 3 nove milijarde ljudi, ki bojo jedli meso. Ne? Če bi te 3 nove milijarde prihajale kot vegetarijanci, bi to mogoče še šlo. Ampak reklama nasili v to. Ne? Tudi ta meja je vsakomu razumljiva. Seveda vidimo, da določene meje so z vprašajem. Znanost ni vse mogočna. Ne moramo vedeti, koliko točno za vsako stvar daleč smemo jeti, ampak odgovor, seveda, koliko plastiki, hormonskih motilcev, jedrskih odpadkov, še ta planet sprejme, je jasno, da je manj je bolje. 2 sta brez, bi rekla, odgovora še. No, seveda, podnebne spremembe mogoče, varna meja je bila, seveda tukaj imamo indikatorje, ne? Vsak problem ima nek vodilni indikator in indikator podnebnih sprememb je vsebnost CO2 v ozračju. In nekako meja je določena pri 325 delcih na milijon ali tisočinkah procenta, če je komu ljubša enota, oziroma med 300 in 350. Lahko to izrazimo tudi še v vatih na kvadratni meter nekega dogalnega sevanja. In seveda tole so politiki leta 2009 dobili na mize, če so hoteli odpreti mape, ne? Skratka, od leta 2009 ni nobenega dvoma več, do kje smemo jeti. Ampak seveda, koliko se to upošteva, je pa drugačna zgodba in to je družbeni izziv. Namreč ljudje tudi tega ne vejo, ne? Tako malo se jim zdi, no ja, boljš bi bilo z vodo vrčevati, kaj takega, nobene konkretne številke. In dokler ne govorimo o številkah, ne, je vse mogoče. Ne, treba je uporabljati številke. No pa mogoče nekaj o podnebnih spremembah v nadaljevanju. Oziroma, ne, še predem to povem, da ne bomo se obremenjevali za številkami, pogledamo tale graf. To je zdaj naš planet, ki ne raste. To je skrajna meja pri nekem problemu, do kam smemo jeti, ne? Zdaj, kje pa smo? Oziroma, kako smo te meje dosegali in presegali? Zdaj, če se vrnemo pred industrijsko dobo, to se brez nafte, brez premoga, recimo Prešeren ali pa Napoleon, ne, čas, ko je bil sicer tudi ljudi malo, ne nazadnje, je bil vpliv na okolje minimalen, tako da morate zelo dobro pogledati na sredino. A vidite, ta meni krogac, še enkrat ga pokažem, takrat je bil svet res brezplačno samo postrežna, ne. Ampak seveda, ko se je začela ta globalizacijska revolucija, nekje v 50 letih, je bilo stanje približno takole, ne. Izrazito je takrat naraščalo prebivalstvo, ker prej, no, mogoče nisem bila čisto fair, ne. Ne samo, da nam je dalo nesluteno moč fosilna goriva, pomenilo je tudi napredek znanosti, napredek medicine, ne. Tako da seveda tudi dobre stvari smo od tega dobili, ne mislim, da smo dobili samo podnebne spremembe, ampak plačujemo ceno za to. In se naraščanje prebivalstva je potrebovalo več hrane, več gnojenja, ne, več gradili se je cement, se je delal nafta, se je rabila voda, ampak še vedno je bil svet dovolj velik. No, potem pridemo pa v 70 leta. Takrat nam je uspel prvo varno mejo presežiti. Zanimivo, kje v kmetijstvu pri dušiku. Haber in Bosch
sta bila čudovita znanstvenika oziroma čudovita, ne vem, Bosch je bil bogat, Haber je bil pameten, ne, kaj si lahko želimo. Produkt so bila mineralna gnojila, ki so bila fenomenalen izum in so še vedno. Z eno samo ceno, da seveda, ne vem, če veste številko, ampak se jo zapomnite, ko gnojimo polje z dušikom in to delamo povsod, še doma, ne, potresamo. Kaj menite, koliko dušika pride not v pridelek, ker to je ideja, ne, mi gnojimo zato, da bo paradižnik, koruza imela večji storž. 14%. 86% tega dušika uide. Ne? Kam? V tla, v vodo, ki konča v reki, v oceanu. In to je resen problem eutrofikacije, ki povzroča cvetenje morja, ki povzroča mrtva morja tudi že. Ampak že v 70. Kaj se je zgodilo še v 70? Tukaj nekaj mladih ljudi. Danes vi poznate Ekobio, Ministrstvo za okolje, Inštitut za zdravje. Kaj mislite, kaj je bilo do leta 70? Nič od tega. Ministrstvo za okolje po svetu ni bilo. Greenpeaceov, nevladnih ni bilo. Zakaj so se pojavili leta 70? Ker so se prvič pojavili očitni problemi. Tole si lahko videl. Zdaj, začetek ekologije, ne, ali pa da je sploh beseda ekologija bila zamenjena oziroma uporabljena za varstvo okolja, je bil rezultat tega, da so bili okoljski problemi že prvič vidni. No, in da skrajšam, v 80-ih smo presegli varno mejo za podnebne spremembe, poslabšali stanje še tukaj le. In seveda danes vemo, da današnji čas pomeni pa prestopanje tudi te meje, ne. Zdaj imamo 3 probleme globalne, kjer rabimo pot nazaj, pa jo ne najdemo, in seveda imamo približevanja vseh ostalih v smer, ki ni dobro. Nič od tega ne opada. Zakaj vam kažem toliko stvari naenkrat? Zato seveda, ker je eden od velikih problemov, da so se tudi okolje začelo obravnavati sektorsko. Sektor za vode, sektor za podnebne spremembe, sektor za ne vem, kakovo zraka. Ti problemi so tesno med sabo povezani. Ti ne moreš rešiti enega, samega, za ostale bom pa poskrbel malo kasneje. Vam povem primer. Evropa se je pred 10 ali že malo več let odločila, da je za podnebnimi spremembami treba nekaj narediti, da moramo tole poriniti dol. In v tem boju proti podnebnim spremembam so si domislili, kaj pa, če bi naše avtomobile poganjala biogoriva prve generacije. Po domače povedano, dajmo zažgati koruzo, ne, pa se vozimo na bioetanol. Ok, deluje, ne, tole porivamo dol. Kaj rabim za biogorivo? No, nova kmetijska zemljišča, ker moram porabiti za hrano, in če hočem, da kaj zraste, moram gnojiti, v večini Južne Evrope moram pa še namakati. To se da, ko en problem na ta način necelovito rešujem, si naredim 3 nove druge. Se da, holistično gledanje, ne, tudi podnebnih sprememb, ne moramo samo to gledati, ker je pa en planet, pa eno okolje, ne, živimo polno življenje, ne sektorsko. In to je, po mojem, en pomembnih družbenih izzivov, kako narediti ministrstvo za ta planet, ne za neke. Seveda, vse tole pa poganja gospodarstvo, ne, ki se pa distancira od okolja. Ne. Oni z okoljem nimajo nič. Ne. Bolj narobe se da ne bi mogli biti. No, kako recimo smo presegli to varno mejo? Nevarna meja 325 pri podnebnih spremembah nekje tlele. No, letos smo zdaj že nad 400. Ne. Dolga leta je 400 ppm veljalo za neko tako, ne, tako kot preteku na 100 metrov, ne vem, 10 sekund. Neka neprebojna meja, ampak seveda smo jo. In seveda v zgodovini planeta, ne, se je to zgodilo tako rekoč v trenutku. Seveda CO2 ima pa pomembno energijsko vlogo v atmosferi in CO2 dejansko vzvodno paro vred odloča, kakšna temperatura bo na tem planetu. In zdaj ne moramo pričakovati, da če za 43% povečamo osebnost v nič časa, da bo to brez posledic. Ne? Veste, tista ideja o Gaji, ki bo vse absorbirala, pa vse prenesla, pa uravnovesla, to je samo v knjigi.
Zato seveda se nam svet greje, ne? In seveda to ogrevanje ni čisto enakomerno. Imamo Arktiko, kjer se greje nam izjemno hitro. Imamo Evropo, kjer se nadpovprečno greje. Pa imamo nek Pacifik, kjer nobenega ni, kjer se pa recimo greje malo počasneje, zato ker je voda pač ima ustrajnost. No, lansko leto je bilo itak najtoplejše, odkar so meritve, ampak tragedija je, ker smo se že pred lanskem letu isto predavali, ne? Potem se je zgodil še tale dvig. Zakaj tole tudi kažem? Neverjetno ste o Pariškem sporazumu, ki bi omejil emisije, nekaj slišali. Ne? V Pariškem sporazumu piše, da, oziroma ratificiran je kot tekst, ki pravi, da se bomo borili, da ogrevanje ne bo preseglo 2 stopinji, ampak trudili ob tem se pa bomo, da ne bi preseglo 1,5. Ja, kaj se bomo trudili? Ne? Vse smo že tam. Človek bere politični tekst, da se bojo trudili o čem, kjer smo že. Ne? Tu kaže, da pravzaprav no, to je bilo mogoče res izjemno leto, upem. Tisto, kar ne veste o podnebnih spremembah, verjetno, ne to veste vsi, se greje, globalno ogrevanje, je pa seveda dejstvo, da vreme ni temperatura samo, ampak je za človeka dosti bolj važna voda. Voda se pa pri podnebnih spremembah obnaša po svoje. Če rečemo, no, smo vsi v istem čovnu, se greje Amerika pa Evropa, pri vodi smo nenadoma razdeljeni na zmagovalce, kratkoročno 20 let, in izgube. Zdaj, kje so zmagovalci v modri barvi, so dežele, ki ob višjih temperaturah imajo tudi več vode, ker uravnovesi zadeve. In imamo Sredozemlje kot eno najbolj nevralgičnih točk na celem planetu, kjer je kristalno jasno, da je vode manj. Seveda to Sredozemlje vključuje celotno Španijo, celotno Francijo, pol Nemčije, ne, moramo zdaj zelo tako gledati, ne, in seveda več ali manj celosvetno Evropo. Podobno najdemo marsikje, ne, v Združenih državah, zahodna obala, oranžno pomeni vode manj, ker seveda kaže na ta izziv podnebnih sprememb, ki se mu reče nepravičnost posledic. Kriv je eden, posledice nosi praviloma tisti, ki ni kriv. Ne? Če pogledamo največje rdeče madeže, ne vem, neka Brazilija, Afrika, to niso dežele, ki bi jih šteli kot krivce. Celo v Evropi bomo videli. Ne? In pomemben družbeni izziv, kako povedati ljudem, da bodo podnebne spremembe pravzaprav nas razdelile v tiste, ki jim bo celo boljš, in v tiste, ki jim bo slabš. In kako na evropskem nivoju recimo to rešiti. Zdaj, da bi podnebne spremembe ustavili, to je tudi ena floskula politična, boj proti podnebnim spremembam. Če uporabljam jaz ta izraz boj, implicitno razumem, da lahko tudi zmagam, ne? Ne moramo zmagati. Ne? Skratka, podnebne spremembe je samo omilitev, da bodo malo manj hude. Seveda, malo manj hudo je tole, kar vidimo spodaj, do konca stoletja, kar bi recimo za Evropo nekje na sredini, no, ta slika je najbolj realna, pomenilo ogrevanje res tam okoli 2,5. 1,5 pa že imamo. To se pravi še eno dodatno stopinjo. Seveda, to je pa tisti črni scenarij, ki ga ponavadi novinarji najrajš vidijo, ne, nočem okoli tega videti, da sta dve konca iste palice. Tega pa zelo težko komentiram, ker bi bila zelo prevzetna, če bi znala povedati, kakšen svet je, ki bo 6-7 stopinj toplejši. Kakšen bo Koper, če bo imel take temperature kot Kairo, ali pa kakšna bo Ljubljana, če bo imela take temperature kot recimo zdaj Atene. Pojma nimamo, kaj bo preživel od gozda, kaj bomo bojili. Ne gre. No, ampak tisto, kar hočem povedati, scenarij najverjetnejši, če je bil tole recimo najmilejši scenarij, tole pa najbolj črn, za Evropo je približno takle. Tole si prosim pogledajmo. Zima na tej strani, poletje na tej strani, temperatura zgoraj, padavine spodaj. Mislim, če gremo na poletje, ki je čas kmetijstva, ki je čas turizma, ki je bolj čas vitalen, vidimo, da seveda v rjavi barvi, kar označuje
tudi do pol mandežja sežejo vse skupaj do srede Nemčije, oziroma celo na Dansko, ob 4 do 5 stopinj višje temperature. Sedaj, če gledamo Skandinavijo, tem ne bo hudga, ne? Imeli bojo malo več dežja kot zdaj, imeli bojo prijetne 3 stopinje več, in seveda, kako bo zdaj ta bogati sever, ki je že itak bogatejši iz drugih razlogov, res pomagal tem na jugu, ali bo seveda okarakterizirana Grčija, ker smo videli, kako je bilo pri finančni krizi, ne? Tam so leni, tam ne znajo, tam sam počivajo, tam niso dobri gospodari, ne? Ali bo tudi to šlo v isto škarlo. Ne nazadnje je spet Španija, pa Portugalska, tukaj pa mi. Tudi mi. S tem, da mi imamo to srečo, ne, da zaenkrat kaže po zimi, da bomo imeli še vedno dovolj vode. Teda, če bi bili Slovenci pametni, bi ta hip gradili v vsaki občini zbiralnik vode. Da ne rečem v vsaki regiji. Ne pa, da imamo Vogrsko kot edini zbiralnik, ki je zamašen, ne dela, pušča, skratka, nedoumljivo, ne? Ker Grki tudi po zimi ne bojo imeli kje vzeti. Mi smo pravzaprav veliki srečneži, ampak se igramo, ne? Ker se nam to ne zdi pomembno, ker potem naslednje leto, ko ni suše, pa vode ne rabimo. Seveda, zdaj, kaj iz vsega tega narediti, no, to je vprašanje, ki ima vprašanje, no. Seveda, odgovori so prva stvar, no, pri kateri bi jaz rada začela, je vzgoja. Vsak od vas je tole že videl, ne? Seveda, znanost, ekološka znanost, ali pa če to delamo znanost, v trajnosti dela tudi napake. In ena večjih napak je bila otroke učiti tole. Takole so nas učili, ne, to mnenje. Da, seveda je trajnostni razvoj, sozvočje družbe, dobrega razvoja, dobrega okolja in dobrega gospodarstva. To se pravi, je trajnostni razvoj tole tlele noter. Vse ostalo je pa za nič. Takle pogled na trajnost. Je bilo lep graf, ko so ga Kvršice tudi zlahka narisale, pomenil mi pa nič, celo zavajajoče bil, ne? To se da, absolutno je trajnost treba definirati drugače, ne? Treba jo definirati, da imamo mi okoljske meje, kjer pravzaprav ne moremo skakati iz, ne? In da je seveda nosilnost ekosistemov ključni pogoj, znotraj katerega bomo razvijali sploh kakoli. Energetske sisteme, prehranske sisteme. To se da, ne bo šlo z lepotnimi popravki, po moje. Po moje treba sistem nekako postaviti drugače. Ampak razumeti sploh, kaj trajnost je. Za začetek. Seveda, če gledamo zdaj mogoče malo drugače na te zadeve, seveda, kakšen svet bi mi želeli? Mi bi želeli svet, ki je razmeroma bogat. To se pravi, da je kakovost življenja, razvoj ljudi na visoki stopnji. Poznate verjetno to mero Human Development Index. In seveda idealno bi bilo, da je to 100%. Ena pomeni blaginja. Seveda po drugi strani blaginja, materialna in druga, povzroča v naravi odtis. Odtis seveda bi moral biti pa za trajnost čim manjši. To se pravi, mi pridemo pravzaprav v tale kvadrat, tu oziroma pravokotnik, k kateremu bi pravzaprav morali težiti. Tukaj imamo pa približno, kje smo. Ne? Imamo seveda reven svet. In ta kvadrat je prazen, vidimo. Ja, ta kvadratek je več. Ja. Seveda imamo reveže, če rečem tako zelo podcenjevalno, ne? Ki seveda ne morejo živeti v revščini. Res pa, da jih ta revščina ohranja ekološke, če tako grdo rečem, ker imajo nizek produkt. In seveda imamo države blaginje, ki pa seveda za nekajkrat presegajo svoj vpliv na okolje. Skratka, dobro življenje je tukaj, znotraj okoljskih mej je tam, in tisto, kar rabimo, ni tole, ne? Ta svetovna politika pravi, dežele v razvoju se morajo razvijati tako, kot smo se mi. Ja, gorje. Tole je popolnoma zgrešeno in to za OZN pravzaprav ljudem razlagajo.
Kitajcem, Afričanom, ne, pejte po istih stopinjah kot mi. Bog ne da. Ne. Tisto seveda, kar je prvič zelo neprijetna resnica, da moramo seveda mi znati dobro živeti z manjšim vplivom in seveda, da moramo nekako drugače doseči razvoj v deželah v razvoju, kot smo ga pa imeli mi. Če je kakšen družbeni izziv pomemben, je ta. Kako pravzaprav ne delati v 3,5 milijardnih državah, ne, drugače, kot smo delali mi. Namreč, če ne bomo njim pomagali, bili inovativni za njih, bojo oni kot bumerang prišli v obliki okoljskih beguncev, v obliki klimatskih beguncev, v obliki permanentnega terorizma, ki se bo kazal pravzaprav v tem, da je okolje ne bo zaživeti. Če hočemo sebi pomagati, ne, je absolutno naša inovativnost, ki jo vedno mi tako usmerjamo v Slovenijo, ne, slovenski inovatorji. Nič ne bi bilo narobe, če bi nekaj pogledali tudi za njih. To, mogoče. Zdaj seveda, kako se odzvati na take izzive? To ni čisto moje razmišljanje, je povzetek razmišljanja, ampak je pa moja izbira, tako bi rekla, za stvarmi, s katerimi se globoko strinjam. 4 področja so, ki bi jih nekako morali gojiti pravzaprav usporedno. To ni tako najprej eno pa drugo. Ne? Prvič seveda moramo imeti zelo jasno vizijo. In pa seveda ideje o prihodnosti. Kaj je vizija, mislim, da vsi veste, ne? Kaj so ideje o prihodnosti, pa mogoče ni nujno, da vsi vemo, ali pa si ne predstavljamo enak. Recimo vizija, ne? En primer vizije evropske, ki je čisto v redu, je bila predstavljena ravno na področju podnebnih sprememb. To je vizija, Evropa je rekla 9 milijard ljudi bo na svetu, ne? In do leta 2050 bomo, recimo, skušali zmanjšati toplogredne pline za 95%, bomo seveda zmanjšali vodni odtis, praktično uničeni, ukinili onesnaženo zraka, nobenega rabe spremenjene zemljišč in sledili bomo milenijskim ciljem oziroma ciljem razvoja. Ne? Evo, to je vizija. Jaz v Sloveniji nisem do danes videla take vizije. Najosnovnejši stvari. Ne? Kaj bomo do 2050? Bila je sicer neka skupina, zdaj pod diktatom več ali manj OECD-ja, kakšna je bo naša vizija, pa bi se dala v tisti viziji razpravljati. Skratka, bil je vsaj poskus, ampak bolj kot ne propadlo. Vizija je prvo. Ne? Drugo seveda je pa treba razumeti, da je prihodnost nepredvidljiva. Prihodnost ni ena za mlade ljudi, ampak jih imate več. Zdaj, koliko prihodnosti študirati? Da se preveč ljudem ne zmede, jaz svetujem 3. Prva prihodnost je ideja o tem, da bodo trendi, ki se jim priča zdaj 20-30 let, šli še naprej. To je legitimen scenarij, ne? Ki pa vedno ne drži. Ne? Ker če bi meni eden rekel, da bodo šli trendi naprej, istočasno pa opazim, da ne morem več v Avstrijo brez pasoša, ne morem v Italijo brez pasoša, 4 ure stojim na hrvaški meji. Ta trend se ni nadaljeval, ne? Ampak smo prišli v neko drugačno budućnost. Potem je treba vedno imeti optimističen scenarij, seveda prihodnost, ki si jo želim, in seveda tudi prihodnost, ki se je bojim. S temi prihodnostmi se da shajati, ampak seveda razmišljati svojo vizijo, uresničati v vseh prihodnostih. Zdaj pravi si jo, ker jaz delujem, ne? Smo bolj zapleteni in se vedno odločamo za več še bodočnosti. Ne? Recimo, to so scenariji prihodnosti, se niti ne bom jih komentirala, ker so že imena zelo povedna. Ne? Taking the green road, to se pravi razvoj družbe, ki bo zelen, middle of the road, ne? Malo bomo naredili, bomo pa nekje obtičali, ne naprej, ne nazaj, rocky road, ne? Skratka, tako kot se zdaj obeta, road divided, ne? Recimo svet, ki bo razdeljen na ene, naše in vaše, ne? Pa v sveta bo tako delali, ali pa na to religijo, uno religijo in med sabo sprti, ne? In še kaj drugega, ne? Tukaj rabimo inovativnost tudi pri razmišljanju, namreč brez scenarija, brez predvidevanja prihodnosti, kar čakati,
Ne, da bo prišla taka, ki vam ne bo všeč. Znanje, ne? Zdaj druga zadeva, ali pa mogoče bi celo mogla biti prva, je znanje. Zdaj o znanju in družbenem izzivu znanja obstajajo projekti, kjer na tisoče ljudi dela. Ne? Z znanjem nekaj ne štima. To ugotavljam enostavno zato, ker ko govoriš o starejšimi ljudmi, ki so bili inženirji ali pa ne vem, diplomirani, pač oni se o podnebnih spremembah niso učili, pojma nimajo. Ne? In so danes tako, kot mogoče osnovnošolci več vejo. Pa ne samo podnebne spremembe. Cela vrsta stvari se je zgodila. Nova ekonomija, kapitalizem se je zgodil s starim ekonomistom, ki ga mogoče ne dojemajo. Ne? Skratka, znanje bi morali imeti neko reformo. Ne? Zdaj, eden od receptov je ta koncept odprte znanosti, ki ga jaz čist v praksi ne razumem. V praksi. Teoretično ga pa razumem. Ne? Skratka, demokratizacija raziskovanja. Ne? Recimo, razumem ga, ko sem na tem preomenjenem bruseljskem posvetovanju, je prišla na to posvet tudi ministrica, ali pa vsaj, ministrica Finska za raziskave. Ne? In je seveda povedala, kako oni na Finskem izbirajo raziskovalne projekte. Odprt je javni razpis. Vsak Finec lahko predlaga, kaj se mu zdi, da je pomembno za Finsko, da Finska financira in da bi želel. In dobijo od tega, da želijo imeti, ne vem, še bolj pametnega telefone, do tega, da želijo imeti cestno razsvetljavo drugačnih napeljanj. In pride recimo 1000 predlogov, ne, seveda potem pa Akademija znanosti naredi neko manjši izbor, na kar se še enkrat povabi tiste, ki so predlagali v ta zložen izbor, da se demokratično pomenijo, mogoče pa res ta hip bolj rabimo telefone kot razsvetljavo, ali pa obratno, ne. To je nekaj takega, ampak seveda ta odprtost, ne, bi seveda morala iti tudi potem v diseminaciji znanosti. Seveda, za take načine se bi znanost mogla tudi transformirati. Ne. Mi imamo nekako bazično znanost, ki dela v nekem slonokoščenem stolpu, pogosto. So časi vedno za slonokoščene stolpe. So časi, ko je treba iti ven in delati konkretne rešitve. In so časi, ko se lahko vrneš in teoretiziraš, kako je svet nastal. Ne. To mislim, da bi znanost enkrat morala tudi dojeti. Vendar ta koncept recimo pri nas sploh ne diskutiram, ki je dosti v Sloveniji. Res pa, da nisem ni to moje področje. No in seveda upravljanje. Ne. To je seveda še manj moje področje. Ampak všeč so mi sheme, recimo, ki jih najdem ravno v povezavi z podnebnimi spremembami, kako pravzaprav vključevati ljudi v odločanje, kjer seveda imamo danes, naprimer še tega nimamo, ker nič ne predvidimo, tam, kjer se ukvarjajo, ne, je seveda običajno pri podnebnih spremembah se pokliče strokovnjake, ki problem preučijo in seveda tudi nekako predlagajo rešitve, se vse že zmenijo, potem gre pa to v javno razpravo, ne. Zdaj, javna razprava pride par ljudi, ponovadi enih in istih, tako kot tist na valu 202 popevka tedna, kaj eni in isti kličajo, ne? In potem so pripombe ali jih ni. Največkrat ne se civilna družba zgane, šele ko ugotovijo, da nekaj ni dobro, da jim ni všeč, da bo na njihovem dvorišču stalo, ne? In se to absolutno vso motivacijo do problema izniči. To sigurno ni dobro, ne? To je boljš, samo kako to doseči, to pa ne vem, ne? Kako pravzaprav angažirati civilno družbo, že ko se menimo o problemu, ne? Ali imamo mi civilno družbo dosti izobraženo, da bo to sposobna. Ker če dobimo objemalce dreves v politične odločitve, bo še slabška zdaj, ne? Ne vem, ampak definitivno ta moment, ne, neke paralelne organizacije vodi sigurno v večjo kreativnost in v pozitiven odnos za reševanje problema, kot če te postavijo pred dejstvo. Ne? Kako to doseči, ne? Družboslovci na planu. Ne? Kako ljudi pravzaprav izobraziti do te mere, da so kvalificirani soodločevalci. In seveda inovacije. Ne? Zdaj, jaz inovacije vidim, da bom počas zaključila, upam, da nisem še malo čez uro. Lahko problem.
Zdaj, inovacije, neko vprašam študente, inovator, inovacija, kaj se si potem predstavljajo? 99 se jih predstavlja neke nove stroje, ali pa neke telefone, ali pa pametna omrežja, ne? Skratka, žice, čipe, ne? Inovacija so mnogo več kot to, ne? Sigurno so tehnološke pomembne, ne? Nihče jih ne zanika, ampak tehnološke ta hip sveta ne morejo več rešiti. Tudi če zdaj pogruntamo električne avtomobile, ki bojo šli kar na vem na kaj, na sonce direktno, brez baterij. Če ugotovimo, ne vem, da lahko vodo delamo iz odpadkov, je stvar šla predaleč. Namreč to v 10 letih ne bomo gotovo, ne? Zato seveda so izjemno pomembne inovativne zadeve na drugih področjih. Zdaj, tehnološke, seveda. Tehnološke danes poznamo pod imenom pametne stavbe, pametne tovarne, pametna omrežja, pameten telefon, pameten avto. Jaz čakam na izraz pametna družba, ne? Mi predvsem ljudi rabimo imeti pametne, ne? Kaj meni pomaga, pa recimo, da je še znam, kaj mojemu očetu pomaga pameten telefon, ker ne zna niti več govoriti na njega, ne? Včasih je saj govorzno, ne? Pametno družbo rabimo, ker pametna družba bo potem z pametnimi stvarmi delala, ne? Že tehnologija, ne, je področje, kjer človek pravzaprav težko razume, ne? Mi imamo veliko delčkov tega že narejenega, ne? Pametna družba mora pravzaprav povezati vse skupaj v neko celoto, ki bo pa istočasno holistična. To pomeni, da ne bo reševala sam podnebnih sprememb, da bo reševala vodo, zemljišča, zrak z istim ukrepom, z istim denarjem, z istim časom. Ne bomo pa zrak potem. Tega potem ni, ker bo prepozno. No, zdaj seveda, kaj si jaz predstavljam pod inovacije na področju inštitucij? Bom povedala zelo odkrito, ne? Recimo, začnimo pri OZN, ne? OZN je danes edina organizacija, ki sploh ima kakšno kontrolo nad državami. Nastala je po drugi svetovni vojni, v popolnoma drugih časih, v popolnoma drugih razmerah in v času popolnoma drugih prioritet. Okolje leta 1950 ni bil problem, bili so drugi problemi. Ista inštitucija z istimi prijemi za svoje zastavce, ki bingla, ne, in daje nekim Maldivom isto težo kot ZDA, to se sicer lepo sliši politično, ampak naravoslovno to ne gre, ne. Mi rabimo neko novo globalno inštitucijo, ki bo odražala in bo operativna za probleme, ki jih imamo. Ne pa, da bo en dal veto, pa se vse vrne 5 let nazaj. Čas pa teče, ne. Inštitucije parlamentov, jaz osebno tudi parlamenta, kot ga danes imamo, recimo pri nas, ne vidim kot inštitucija, ki je povezana s časom. Ne. Enkrat na 4 leta en listek papirja vržem nekam in to je to. To je demokracija, mislim. Ne. Seveda, je nekje nek predstavnik neke stranke, ki sem jo mogoče volila, pa ima pisarno, pa bi jaz lahko k svojemu poslancu. Te stvari so tako zelo, bi rekla, oddaljene od realnosti zunaj, da nihče za parlamenti zadovoljen ni. Vprašajte kogarkoli Evropejca ali pa inštitucija predsednika, ki pa sploh manj komentirana, ne. Kadarkoli pohvalim kakšnega, tako ne se imate, pa kar dobrega predsednika je odgovor ponovadi, a ga hočete, a vam ga pošljamo, ne. Pa je vse na Belgiji to vprašaš ali pa nekaj. No, pa tudi univerza, ne, da jo mečkam še posujem se s pepelom. Univerza, večina univerze, seveda so izjeme, ne, je še vedno študent, ki sedi tam, jaz stojim tukaj in jaz imam neke podatke, ki mu jih posredujem. Večina dela študijskega poteka tako. Tako kot se je delal leta 1950. Takrat študent ni imel podatka, res ne. Bila je ena knjiga v knjižnici, kako bo 300 študentov eno knjigo gledal in je bil profesor tisti, ki je imel podatek, ne. In ta podatek je zdaj razložil in ga posredoval kot sveti gral. Danes ima študent podatkov. A veste, v eni sekundi več, kot smo jih mi lahko dosegali v enem letu.
A kaj je problem univerze? Kaj je problem študenta? Kaj ne naredim s temi podatki? Kjer je sploh resničen? Kjer drži? A je to res? A to ni res? Ker tako kot recimo v politiki je kultura laži, namernih, kot tudi v znanosti, ne? Danes boste najdeli, da cepivo ubija in boste najdeli, da cepivo je edina rešitev, da ne bomo vsi pomrli od ošpic, ne? Verjetno je nekje vmes tudi še kaj. Učiti ljudi, kako ločiti resnico od laži, kaj narediti s temi podatki zdaj, ne? Kako jih iskati, biti previden do uporabe. To je danes po moje bolj poslanstvo profesorja, kot pa še na novo podatke povedati. Ne? Pa še kaj bi se na univerzi našli. Izjemno seveda so potrebne infrastrukturne inovacije, ki jih jaz ne štejem čist k tehnološkim, namreč gre za neko zasnovo bivalnih prostorov okoli, ne. V Evropi bo v nekaj letih živeli 85% ljudi v mestih. In evropska mesta, ne, z slovenskimi vredmi, so popolnoma nepametna, če tako rečemo. Moj bivši šef je seveda bil fizik in rad računa še danes, no, in ko je šel v penzijo, se je prelevil v dedka, ne, in je zračunal, ne, kilometrino, ker se dedek je šofer, ne, tudi ponovno v naših mestih. Če ni oče, pa mama, je pa dedek. 50 kilometrov na dan je v Ljubljani naredil samo zato, ker je bil dedek, ne. Ker ta šola ni bila dosti dobra, je šel otrok v ono šolo, potem je ta isti otrok šel na balet, ta drug otrok, ne, je imel glasbeno šolo, potem je mogel v trgovino, ki jo ni več v mestu, pa je se treba malo manj kot BDC pelati po kilo kruha. 50 kilometrov na dan, samo biti dedek, ne, sodoben. No, in seveda, če zdaj prištejemo še naše kilometre, mogoče so redke mesta, kjer se da še kaj narediti peš, to sigurno ni infrastruktura, ki bi bila primerna. Pa seveda prištejemo k temu prometno infrastrukturo, pa tire, pa vse stvari, ki se niso spremenile praktično zadnjih 100 let. Ne. Kje so inovacije infrastrukture, da bila železnica je nekaj drugega? Še vedno je vagon, pa tir, pa dobro, gre malo hitreje. Ne. Inovacije. No in ne končam pri teh najpomembnejših. Ne. Zdaj pa seveda tle fiziki ne moramo kaj dosti več pomagati. Tle je prostor za filozofe, psihologe, antropologe, ne. Kako pravzaprav inovirati življenjski slog, ki bo predstavljal tisto, kar se sliši kot fraza, ne, manj je več. Ne. Seveda, manj je več je zelo taka dvomljiva zgodba, ne, kako to človek dojame. Jaz seveda globoko verjamem, da je v človeku not potreba porasti. Če ne bi tako zafurali, no, prosto rastjo. Ampak seveda problem, ti hočeš biti boljši kot en drug. Ti hočeš v enem letu, ne, zdaj smo pa napredek. Želja po napredku ni isto kot porasti, ampak v našem, bi rekla, razmišljanju to je zelo sinonim. Zdaj, kako ustvariti življenjski slog, ki bi bil materialno izrazito skromen, ker problem je v materialu, ne, pa v energiji. Istočasno pa duhovno izjemno bogat, ne. Zelo preprosto, ne, ko pride, ne vem, Božič, da bo pod božično jelko ogromno daril, pa niti ene, bi rekla, niti ene teže, ne. Kdaj bo Božič gledal tako, da bo eden dobil tečaj španščine, drug tečaj kitare, tret abonmajsko vstopnico za že kaj, ne, četrt inštrukcije baleta, ta pet pa ne vem, jogo ali pa tango, ne. Kje bo, to bo čas, ko bo denar še vedno lahko krožil, še vedno bo ljudje služili, ne, ampak ne v smislu materialnem, da bomo nekaj proizvedeli, imeli 2-3 mesece in potem zavrgli. In čim prej spodbujanje v države, kupili nekaj novega, da bo gospodarska rast. Človek mora biti boljši, jaz moram znati več jezikov kot moj sosed, ampak ne znam več jezikov, ne znam jaz kitajsko, on pa ne. Ne pa, da se primerjava z, ne vem, velikosti avtomobila, dolžino potovanja in kaj takega. Zdaj, kako ljudi to prepričati, je pa moja inovacija, ki bi bila ta hip več vredna kot pametni telefoni ali karkoli. Ne? In seveda, kako v tem najde zadovoljstvo
in politiko prepričati, da se da služiti tudi nematerialno. Ker končen koncev rast je lahko v športu, ne? Rast je lahko v kulturi, rast je lahko v znanju, rast je lahko v marsičem, samo da nima koleščkov, tista stvar, pa da ne gre na nafto. In mogoče še čist na koncu, no, misel, ne, ki straši, ali pa ki je po svoje pa tudi spodbuda, da seveda v fazi, kakršni smo, ne, spet so številke, čeprav so malo prikrite, skratka, mi moramo zmanjšati pritisk na okolje. Za kolikokrat? Približno 10. Ne? Ljudje me vprašajo, kaj pa jaz lahko storim kot posameznik, ne? Tisto, kar rabimo nekako v 20 letih, je za 90% zmanjšati svoj vtis na okolje. Ne za 20%, ne, kot bi Kyoto, ne za 90%, kot bi Pariški sporazum. Govorimo o faktorju 10. Ne? In če je bil Kjotski sporazum, recimo, nekaj takega, ne, malo bomo popravili. Če je recimo Pariški sporazum, ne, nekaj parcialno bomo, ne, tisto, kar rabimo, ne, je nov sistem. Mislim, da je eno zaključkov tega projekta, da se obstoječega sistema bo zelo težko popravljalo, flikalo, lepotno, ne, kozmetično. Ampak da rabimo pravzaprav nek nov sistem, družbeni dogovor, da okolje rešimo. Jaz sem seveda predvsem z okoljskega vidika. Tako da, upam, da ni bila pesimistično, upam, da ne, ker tisto, kar rabimo, je inovacija in jaz sem daleč od tega, da bi bila pesimist. Sem pa nasprotnik mečkanja, prelaganja, ne, počakamo, dajmo najprej to, ne. To je ta generacija ven mladim vzela. Nimate časa postopno, ne. Polna želja. Dobro, hvala.